SUV-jem lahko očitamo okornost, pomanjkanje prostora in nerodnost za uporabo. Enoprostorcem na drugi strani lahko očitamo pomanjkanje privlačnosti, sloga in prestiža. Kaj pa, če vam pokažemo avto, ki ponuja vse to? Spet velik, drag, neroden, požrešen terenec, ki terena ne bo nikoli videl, boste rekli. A ta avto lahko ponuja veliko več kot to. GLB je, lahko bi rekli, ljudski avto. A kako je lahko avto, ki stane 67 tisoč evrov, pravzaprav ljudski? Seveda gre za veliko denarja, a ceno lahko še precej znižamo. Mi za začetek ne bi izbrali paketa AMG Line, ki prinaša na primer takšno bolj agresivno zunanjost in trše športne sedeže v notranjosti. Mi bi raje izbrali klasično podobo GLB-ja, ki je po našem mnenju bolj prefinjena. In ne le to, na ta račun bi prihranili skoraj 4000. Na voljo imamo tudi program Energizing, ki nas bistri in umiri z različnimi programi ventilacije, gretja sedežev in navodili za razgibavanje. No, ne dvomimo, da slednje pride lahko zelo prav voznikom, ki vozijo na dolge razdalje, a mi tukaj vidimo priložnost, da prihranite dodatne 3000. Z nekoliko manj zahtevnosti pridemo v cenovno znosno območje in ob upoštevanju gigantskih podražitev vozil na trgu na splošno je GLB lahko tudi racionalen nakup. GLB se požvižga na kupejevske linije zadka. To je 7-sedežnik, ki ima visoko dvignjeno streho, da tudi otrokoma, ki sedita v zadnji vrsti, ne bi bilo neudobno. No, je pa višina osebe, ki sedi na zadnjem sedežu, omejena na 168 cm in to zgolj zato, ker je to višina lutke, ki je bila uporabljena pri crash testu. Zadaj je v resnici zelo udobno. Prostora je dovolj, svetlobe tudi, vsak potnik pa ima na voljo tudi svojo USB vtičnico. Bo pa na račun sedmih sedežev skoraj da izginil ves prtljažni prostor, zato sta dva dodatna sedeža v GLB-ju zgolj kompromis in ne dokončna rešitev. Tiste zares velike družine, ki si lahko privoščijo tudi prestiž, imajo v ponudbi Mercedesa še boljšo rešitev. Ta se začne in konča na črko V in stane le nekaj tisočakov več. GLB ni le družinski avto, vrhunski je tudi za, na primer, poslovneže. Na dolgih poteh boste namreč uživali v zelo mehko nastavljenem podvozju, avto pa je pri vožnji na avtocesti zelo umerjen in pluje kot nekakšna ladja v bonaciji. Samodejni menjalnik je serijski. In mimogrede, vožnja v komfortnem načinu je tista, ki nudi največ užitka v GLB-ju, pa čeprav ga lahko v športnem vozimo tudi razmeroma dinamično. Bistvena razlika je namreč v mehkejših in trših nastavitvah blažilnikov, ki nudijo res občutno in dobrodošlo razliko. Tudi poraba goriva je povsem znosna. Na našem testnem krogu smo zabeležili okroglih 6 litrov na 100 km pri mešani vožnji. Razlog tiči tudi v dejstvu, da GLB ni težkokategornik, ampak je razvit bolj po okusu evropskih kupcev in evropskih ulic. In kljub tej kompaktni embalaži zelo cenimo asistenčne sisteme, ki se odlično obnesejo pri manevriranju oziroma parkiranju, pa tudi pri vožnji po regionalki ali avtocesti. Posebej želimo omeniti sistem polsamodejne vožnje, ki ga tvorita adaptivni tempomat in lane centering. Pri vožnji po avtocesti avto vozi tako rekoč brez vmešavanja voznika. In to velja tudi za prehitevanja, saj voznik le vklopi smerokaz, avto pa vozni pas popolnoma samodejno zamenja. Pri nočni vožnji boste hvaležni tudi za pomoč matričnih žarometov, ki z dolgim snopom samodejno osvetljujejo del cestišča, brez da zaslepijo nasproti vozeče voznike. Področja, na katerem GLB ne bi bil resnično vsaj zelo dober, nismo našli. Pa naj bo to pri digitalni tehnologiji, pametni varnostni tehniki, udobju ali pogonu. Celo na zahtevnem terenu je s pomočjo štirikolesnega pogona dokaj zmogljiv, če vam le ne bo žal takšnih velikih platišč. Še vedno mestni terenec, a tokrat tudi zelo uporaben, racionalen družinski avto. Če je kateri izmed Mercedesov lahko ljudski, potem je to tale.